Častni gost današnje slovesnosti je namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, kontraadmiral Renato Petrič. Spoštovani gostje, spoštovani pripadniki enote. Začel bom s čestitkami, kajti danes je vaš dan in vaš praznik, ko je predvsem potrebno izreči čestitke, pa tudi zahvalo vsem vam v divizionu, ne samo zaradi dobro opravljenega dela v preteklih 18 letih, ampak tudi zaradi preproste resnice. Če ne bi bilo 430. združenega odreda obalne obrambe, 42. brigade obalne obrambe, 430. mornariškega diviziona, bi tudi mi, ki danes nismo pripadniki enote, bili prikrajšani za to, da smo lahko pomorci in mornarji. V Sloveniji sicer praznujemo dan pomorstva 7. marca, v spomin na leto 1991 in sprejete resolucije o pomorski usmeritvi naše države, ki je jasno povedala, da smo Slovenci pomorski narod in napovedala, da je in bo dobrodušen del naših naporov, našega dela in življenja usmerjen na morje in k morju, tesno povezan z njim, kot je to bilo za Slovence značilno že več stoletij. Tudi Evropska unija ima svoj dan pomorstva, 20. maj. To samo priča, kako smo ljudje navezani na oceane in morja in koliko so ti pomembni za vse nas. Vendar je 30. januar za nas, ki smo pomorščaki in hkrati tudi pripadniki Slovenske vojske, poseben dan. Danes je zelo malo mornarjev, mornariških podčastnikov in častnikov v Slovenski vojski, ki niso bili tako ali drugače v preteklosti povezani z usodo vaše enote. Skratka, če ne bi bilo vaše enote, ne bi bilo niti pomorščakov in mornarjev v Slovenski vojski. Vsi mi, ki nismo več neposredno z vami, smo še kako povezani z vami in zato je prav, da je vaš dan vsaj malo tudi naš dan. Lahko rečem, da sem med tistimi, ki smo pripravljali vse potrebno in tudi bili prisotni v marini Portorož 30. januarja 1993. ob proslavi, ko smo ustanovili pomorsko enoto, 430. združeni odred obalne obrambe. Mesece predtem, nekako od oktobra 1992, so se začele intenzivne priprave in vsi, ki se spominjate naših začetkov, se boste spomnili, koliko volje in želje je bilo potrebno, pa tudi znanja in improvizacije, da smo uspeli v zelo kratkem času pripraviti vse potrebno za formiranje enote. Toda entuzijazem, volja do dela in močno zavedanje pripadnosti enoti za mornarje nikoli niso bili problem. Niti takrat, ko smo več ali manj udarniško sami uredili vojašnico Kolomban, vašo prvo vojašnico, niti takrat, ko se je tisti hladni januarski dan stalo v postroju v marini Portorož, pihala je močna burja in še se spomnim majhne četice mornarjev, podčastnikov in častnikov v postroju, majhno jedro bodočega združenega odreda. Takrat je bil izveden tudi krst prve, takrat smo temu rekli šolske jadrnice Sinjega leta. Malo kdo se bo še spomnil, da je združeni odred obalne obrambe bila precej močna enota. V sestavi smo imeli celo samovozne topove, bataljone pehote in pomorski del je bil pravzaprav najmanjši del enote. Začeli smo uriti prve potapljače v Slovenski vojski in iz entuzijastov, športnih in ljubiteljskih potapljačev, ki so se leta 1993 znali malce tudi potapljati, ste danes dosegli znanje, izurjenost in opremljenost profesionalnih vojaških potapljačev, ki so primerljivi z drugimi. Svojo izurjenost ste že dokazali ob mnogih priložnostih, tudi v tujini, in verjamem, da bomo nivo znanja in usposobljenosti še dvigovali. S hriba in iz majhne stražnice Kolomban se je enota maja 1999 preselila vojašnico Slovenski pomorščaki. Pogoji za delo in življenje so se bistveno izboljšali. 96. smo dobili radio Ankaran, kar je pomenilo, da smo končno lahko izpluli na naše morje in enota je dosegla novo kvaliteto. V zadnjih 3 letih smo izpopolnili potapljaško opremo za varnost potapljanja, medicinsko opremo in ne nazadnje, vplutje ladje Triglav pomeni zagotovo enega od vrhov naših prizadevanj, da bi tisto, kar počnemo in za kar smo namenjeni, počeli dobro, profesionalno in v korist vseh. Razumljivo in logično je, da obstajajo tudi tisti, ki se sprašujejo o upravičenosti takšne enote in naših potrebah, da imamo takšno enoto. Naš odgovor na takšne vprašanja in pomisleke je lahko samo visoko profesionalno odnos do dela, pripravljenost vedno in povsod izpeljati naloge, biti tam, kjer nas ljudje potrebujejo in kjer nas naša država potrebuje. To je naš odgovor. Konkreten, preprost in mi verjamemo koristen za vse.
Dejstvo je, da za nesrečo, kakršnokoli, ki ponavadi pride iznenada, nepričakovano in si jo zagotovo nihče ne želi, nisi nikoli dovolj pripravljen. Vedno se da narediti boljše. Naša naloga je, da smo pripravljeni, kolikor se da, in da naredimo boljše. In če nas nikoli ne bo nihče potreboval, je to lahko samo dobro, saj pomeni, da živimo v varnem okolju, da uživamo mir in da so naše tegobe, razprtije in nesreče zaobšle. In to bo tudi zato, ker smo mi tukaj in smo takšni, kot smo, in prispevamo k temu cilju. Mornariški divizion lahko prispeva veliko. Je močna enota, sposobna s svojimi ljudmi in tehniko, ki jo imate, ne samo uspešno demonstrirati našo vseslovensko odločenost in zavzetost k našemu morju, ampak tudi biti vedno na razpolago ljudem, ki nas potrebujejo. Želimo tudi prevzeti svoj del odgovornosti v jadranskem in posledično mediteranskem prostoru za varnost, stabilnost, dobro sodelovanje, prijateljske odnose, vzpostavljanje pozitivnih vezi med vojskami, mornaricami in s tem med državami. To lahko naredimo. Slovenci smo vedno bili vezani na morje. Naj samo spomnim, da smo že v Avstro-Ogrskem cesarstvu bili po številu admiralov najmočneje zastopan narod. Med njimi je bil tudi veliki admiral, eden izmed dveh, Anton Haus iz Tolmina. Tudi v kraljevi SHS je prvi poveljnik kraljeve mornarice bil Slovenec, Metod Koh iz Kranja. Vsi poznamo Sergeja Mašero iz Nove Gorice, ki je na začetku druge svetovne vojne pokazal, kako časten je lahko tisti, ki verjame v domovino. Tudi v bivši jugoslovanski vojni mornarici je bilo veliko število mornariških častnikov in admiralov, še posebej pa smo se Slovenci odlikovali v podmorniški enoti. Ne smemo pozabiti tudi na pomorščake, kot je bil na primer Gregor Cotič iz Gorice ali Trsta, ki je že okoli leta 1750 bil prvi Slovenec, ki je dosegel naziv kapitana dolge plovbe, pa ribiče, pa ladjarje in druge, zaradi katerih lahko rečemo, da smo Slovenci pomorski narod. Skratka, smo navezani na morje in znamo z njim. In ne bi imeli toliko pomembnih pomorščakov in tako bogate pomorske zgodovine, če Slovenci ne bi bili tako povezani z morjem, kot smo. In zaradi tega je prav in dobro, da imamo mornariški divizion. Tako kot je prav, da imamo Luko Koper, pomorsko fakulteto, splošno plovbo, jadralna društva, marine, ribištvo, naravne rezervate, soline, obmorski turizem, skratka, da vse to, kar nam morje nudi, izkoriščamo po pameti in znamo to tudi zaščititi in varovati. Spoštovani pripadniki 430. mornariškega diviziona, mornariški divizion je dobra enota. Enota, ki jo potrebujemo. Za vami je dolgih ali pa kratkih 18 let. Lahko bi rekli, da postajate polnoletni in zagotovljeni so pogoji za prehod v odgovorna, mladostniška, zrela leta. Vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu, čestitke vsem pripadnikom enote, želim vam ugoden veter in mirno morje. Hvala.